Zdravo, jaz sem Jure Lesar in poslušate Radio Aktivno. Bil sem tam in zdaj sem daleč od skrbi. Danes bom ujel vsak žarek, od jutra do noči. Danes sem zmagovalec, in če jutri ne bo, bo tvoje modro nebo. Bil sem sam in to sem rabil, da sebe ne zgubim. Danes bom ujel vsak žarek, od jutra do noči. Danes sem zmagovalec, in če jutri ne bo, bo tvoje modro nebo. In če jutri ne bo, bo tvoje modro nebo. Zmagovalec Jure Lesar z albuma Tu in zdaj. Jure, lepo zdrav po dolgem času v Ormožu v oddaji Radio Aktivno. Lep pozdrav, tokrat v sončnem Ormožu, ja. Sedaj si obujal spomine pred tem intervjujem, pa si dejal, da si bil zadnjič tu, ko je bila megla. Ja, nisem videl, kaj dosti Ormoža, pa tudi potujem, tudi po noči je bilo. Tako da zdaj vidim, kakšen lepi kraji so, ne, končno. Za uvod si postal oziroma si zmagovalec. Sem včasih, takrat, ko sem tu in zdaj. In tu in zdaj si. Tu in zdaj sem z glavo, ja. Včasih pa grem stran od to, ne. Pač imam skrbi, pa razmišljam, kaj bo jutri, pa kaj je bilo včeraj, pa takrat mi ne uspe. Takrat nisem zmagovalec. Ampak gledam na to, da bom zmagovalec, ja. Ja, današnja družba tudi teži k temu, da je čim več zmagovalcev in čim manj poražencev. Seveda, samo včasih napačno dojemajo besedo zmagovalec, preveč zmagovalec, medalja, prvo mesto. Nima veze, važno, da živiš, da si imaš dobro v tem, kar delaš, ne. Takrat si zmagovalec. Ali iz dneva iztisneš vsako sekundo, kot je to poanta skladbe Zmagovalec? To govori skladba Zmagovalec, samo nisem to nažalost zmeraj. Včasih pišem v pesmih to, kar hočem biti, ne samo to, kar sem. Kje se ti zatakne? Tako kot sem prej omenil, pač če me nekaj bremeni, ne. Zmeraj bolj ugotavljaš, da je brez veze, da te karkoli bremeni. Pač uživaš življenje. Od takrat, ko smo se srečali v našem studiu, to je bilo 15. januarja 2019, si nam pripravil veliko novega materiala. Vmes je bil še en album. 19? Ja, je bil, Bil je kaj novega. Zdaj smo pač tu in zdaj in pol naslednje leto bom začel že delati na novem albumu. Tako da grem dalje, ne. V bistvu, ko izdaš album, ga poslušaš dvakrat, trikrat. Tudi zdaj sem ga poslušal v avtu. Sem šel malo skozi, samo da vidim, če je okej, vse štima. In pol počasi srečeš, to je končano delo, gremo naprej, ne. Ko si poslušal album, si našel kakšno napako? Nekateri glasbeniki namreč ugotavljajo, ko poslušajo svoje izdelke, da jih najdejo. Nikoli ne bo idealno, ne. In tudi tokrat ni. So pa dobre pesmi, so dobro spravljene skupaj. Mislim, da mi je en ljubših albumov. Mislim, da celo najbolj od vseh, vsaj posnet, tako, zvukovno. Pa bolj konkretni teksti so, ne. Je res pa, da ni nobenega diska notri, ne. Pač, ko tak sem, ne. Treba pisati, kot si, ne iti na silo nekaj, kar nisi, ne. Pač, bo že prišel čas, za kaj tudi bolj udarnega. Čeprav, teksti so udarni, lahko tudi, ne. Važno, da si kdo si, no. V drugim se preselimo v ameriški film. Ameriški film je kontra zmagovalcev. Zato, ker vsak dan smo nafilani z informacijami iz vsega sveta, kaj je narobe in
Včasih tudi kakšne stvari nimaš moči, da spremeniš, ne. Čeprav zmeraj bi lahko spremenil, ne. Vse se da spremeniti, samo pač 1000 kilometrov stran ne. In pač se ti vsilja nek film iz drugega sveta, tretjega sveta, ne. In misliš, da živimo v nekem svetu, ki gre pač navzdol vse skupaj, ne. In to je ameriški film v bistvu nekako, da ne živiš tu in zdaj, to je kontra tu in zdaj. Zdaj vidim, kako te bilo je objet, ko dlje si od zvest. In ta osamljena noč mi seva možgane. Vidim, da zunaj resničen je svet, ko se zjutraj zbudim. A radio zveni, kot da so samo nore sanje. In kot da živim ameriški film, kot da živim ameriški film, kot da živim ameriški film. Zdaj vidim, kako bilo je letet, ko sem na tleh. Ko z Bogom kitare so rekli ljudje in dvorane. Ko sem bil mlajši, rad sem pogledal ameriški film. Zdaj me ne gane, ker zgleda, kot da ga živim. Ameriški film, kot da živim ameriški film, kot da živim ameriški film. Tako kot so rekli za Titanik, da se ne more potopiti, so pluli dalje kot gospodari narave. Ocean ni izbiral, koga bo, črne in bele je vzel dol na dno. Bogatim pa so se na nebu zvezde smejale. In to je bil kriv ameriški film, kot da živim ameriški film, kot da živim ameriški film. Ameriški film Jure Lesar, album Tu in zdaj. Si pogosto gledaš ameriški film, tako v kinu ali pa doma pred TV-jem? Sem ga včasih, zelo sem ga rad gledal po televiziji, ko sem bil še pri očetu, pa pri mami, ko sem bil še otrok, ne. Zdaj pa zmeraj manj zanimivih filmov, no. Se mi zdi, da kot da manjka vsebina, kot da se pač samo za pozornost neko, da samo meče neke pozornosti notri in kot otrok, ko pač risanke so iste, ne. Še danes bi rad gledal tiste stare risanke, ki sem imel rad, sem si rekel, da bom še enkrat pogledal. Mi všeč Sneguljčica iz Walt Disneya, ne.
pa take stare risanke. Pač. Tega ne znajo narediti, zato ker nimajo vsebine na stvari. Ne. Vsebina pa je zelo pomembna, da ni potrebno toliko efektov dati notri. Ne. Tako isto z muziko. Ne. Včasih niso imeli vseh teh sredstev za narediti, efektov za narediti neko glasbo, so mogli narediti z vsebino in z to, kar so imeli. Ne. Čeprav slabše zveni v narekovajih, je imelo več pač tega, več zgodbeno, filma notri, glasbena. Danes si pri drugačnih risankah, vse ščerko moraš gledati, vsebine pa so drugačne, pa tudi liki drugačne. Ščerko še ne gledam risanke, smo rekli, da bomo še po 3. letu gledali risanke. Ne? Čim bolj se osredotoča na stvari, ki so okoli nje. Pač, da se prva čim bolj soočiti z dolgčasom. No. Na tvoji spletni strani pišem, skozi ustvarjanje spoznaš človeka. Ustvarjanje ti pomaga spoznati samega sebe. To je v bistvu sredstvo tudi, ustvarjanje. S tem spoznavam sebe, pa, ko bi rekel, za ustvarjanje pa rabiš tudi stik z nekom, ne? Z ljudmi ali s svetom ali pa kaj piše v novicah ali pa karkoli, ne? In vse to pač nekako čustveno lahko vpliva na te, da napišeš pesem, ne, karkoli, ne. Je potem ustvarjanje glasbe tudi neke vrste film? Ne, ti ustvariš film, ja, ok, lahko pač ga podoživiš nek film, ne, v glavi in napišeš pesem, ne, lahko tako narediš. Ampak moraš znati uporabiti, prav artikulirati ali pa prav se izraziti z besedami, da lahko ustvariš drugim film, ne, ki si ga ti videl v glavi, ne. To je pač težek del. Scenarij bi potem lahko rekli, da je besedilo. Ja, v bistvu je več kot besedilo. Mislim, več kot scenarij, ne. Besedilo je, v bistvu besedilo je, ne, več kot scenarij. Ne bi tih toliko primerjal, ampak je tam blizu, ajde, ne, se mi strinjal, ja. Okrog 30 pesmi si sedaj že uradno posnel, pa dal na nosilce zvoka. Imaš kdaj težave izbrati za koncert repertoar? Ja, imam, ampak na koncu rešim. Na koncu vem, kaj. Razmišljam tako koncert, odvisno kakšen je koncert, ne. Če igramo nekje, da je taka intima, na pol zberem lahko tudi kakšne mirne komade. Če pa igram na kakšnih festivalih, pa rad bi, da je malo bolj veselo, ne, vse skupaj, ne. Ne bom te pač utrujal z nekimi beladicami o smislu življenja in karkoli že. Rad poveš neposredno ali kdaj kaj ovinkariš ali pa se samo cenzuriraš? Rad povem neposredno, ampak če povem kakšne stvari, ki niso za povedati neposredno, pač povem nekako v prenesenem pomenu, ne. Če bi povedal direktno, bi bil preveč pasi. Potem bi bil cenzuriran, ne samo cenzuriran. Mislim, pol me ne bi, tako, si ni fora to, rad sem malo bolj tako, imam stvari z občutkom, no. To je isto kot pač kot da bi usvajal punco, ne, pač ne takšen način, ne. Ja, naslednja bo prav primerna, potem Gospodična blond si jo osvajal. Jo je. No, recimo tu sem se cenzuriral malo, ne, v prvem verzu, ne, pač. Ampak včasih, ko cenzuriraš, lahko pride pa še bolj tako humorno povedano, ne, stvari, ne. Gospodično blond sem res poznal, to se vse zgodilo, to mi je tudi rekla in hotel sem napisati pač samo nek trenutek, ko sem ga doživel, no. V bistvu, to je podobno kot z ameriškim filmom, ne, nekdo ti drug predstavi, recimo ženske pač kot, recimo v filmih pa razne te v manekenstvu, pa to ti se predstavlja pač v naslovnicah. Ma na vse zadnje je ženska in tudi ona tako jih prikaže ženske kot neke naravna bitja, ki pač v bistvu ženska na koncu je tudi pač še nekaj drugega od tega, je več, ne, pač se zadnje tudi čuti ženska, ne, nekaj, ne, ni samo kot, da jih izkoristi za neko olepšavo, ne. In to je v bistvu Gospodična blond temu namenu, ne. Odrasle filme rad sem gledal kot otrok, vse fantazije, ki so greh spustile v otok. Zdaj so prisotne v zraku in telesu blizu mojih rok. Ko držim kozarec vina v družbi Gospodične blond, Gospodične blond, Gospodične blond. V očeh
sem videl misli, ko da je vseeno je. A za dolge noči sva dobro vedela, kje končajo se. Nato sem se odpravil domov za gospodično blond. Gospodično blond. Gospodično blond. Rekla je, da tisti vici so od zavesti, kar boginje imajo te lase. Veš, da to so stereotipi in jaz sem strinjal se. Sem gospodično blond. Pritisnila je gumb, da hudič, ki v meni vre. Ko imaš ljubezen in misliš, da je dovoljeno vse. Usoda se smeji, ko praviš, da zavedno bo. Poležem, bodi z mano, mi je rekla gospodična blond. Gospodična blond. Gospodična blond. Gospodična blond. Pararara, pa, 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 parara. Pararara, pa, 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 parara. Pararara, pa, 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 parara. Pararara, pa, pa. Gospodična blond. Gospodična blond. Gospodična blond. Gospodična blond. Jure Lesar z mano z albumom Tu in zdaj. Jure, to je tvoj tretji album, leta 2018 si izdal prvenec Zemljin sin. Lahko vlečeš kakšne sporednice med vsemi tremi izdelki? Zemljin sin sem pač šel v bistvu osebno izpoved. Bolj osebne pesmi so, kar ne pomeni, da pri ostalih niso, ne? Ampak pri drugih pa sem se dotikal bolj pesmi pač o zgodbi dveh, ne? Odnos punca, fant, pač skozi različno obdobje, od mladostnih let do starejših, ne, v bistvu pač že v odraslih letih, ne, pač primerjal, ne, stvari. Ta album pa zveni bolj govori v čuječnosti, zavedanju sebe v tem prostoru, tako pač dosti pesmi govori, no. Zmagovalec govori pač temu, pač smo imeli ameriški film, poglej ven, poglej, zanimivo je, ima tudi en vers, vsak pesmi je en pač vers, ki govori o temu, ima to tu in zdaj, versno. Na prvem albumu imaš tudi skladbo Krila ptice, ki pa so sedaj tvoja spremljevalna skupina. Ja, tako je, ja. Nekako smo tako povezani med sabo, da sem dal ime Krila ptice, no. Pač paše, čeprav en je rekel, da ne paše. In kdo so ptiči poleg tebe? Gašper Peršelj na bobnih, Matic Isovski na basu, Timotej Majer klaviature in Jan Fanedel na električni kitari. Potem leta 2021 je drugi album, Je kaj novega? Je bilo kaj novega? Sedaj je veliko novega. Ja, seveda, zmeraj nekaj novega. Je kaj novega, je v bistvu, se zmeraj sprašujem, ko neko stvar naredim dobro, ne? In rečem, ok, sem za to zaključil, kaj pa zdaj, ne? Morate zmeraj nekaj novega veseliti, ne? Temu v bistvu je kaj novega, ne, se sprašuješ, je kaj, kar se še veselim, kar prihaja, ne, kar me čaka še v tem življenju, ne. In to mora biti, to pomeljuje, tako, nekako otroka hrani, ne, v tebi, ne. Prej ali slej bo naslednja? Prej ali slej, dostikrat se znajdemo v situaciji, kjer ni dobro, da si, ampak si rad tam, ne, pač, ne, in včasih tudi je cena, zahteva neko določeno ceno, ne, ali v odnosu, ali pa da pač se zgubiš, ali pa je lahko cena tudi duša, ne, tvoje, ne. In ko greš se skozi to, pač si drug človek, si šel skozi neko izkušnjo, se nekaj se zgodilo v tebi, da nisi več ti isti, kot si bil, ne, se pravi prej slej, pač spet umrem in znova se rodim, ko pridem ven, ne, iz tega, ne.
To je tudi aktualni singl. Aktualni singel, ja. Je aktualni singel. Kje si se izgubil, fant? Mi rekla je, kje pustil si svojo strast. Je lesk na diamantu izginil not v prahu. Spet sem tam, ko vem, da moram biti drugje, a prej ali slej pridem ven, prej ali slej pridem ven. Tvoje okno je ekran, kjer videl sem najljubši film. Skozi vrata stopim ven, da jutri s tabo se zbudim. Zunaj je mraz in notri mi udobno je, a prej ali slej pridem ven, prej ali slej pridem ven. Tudi če rekla boš, da prepozno je, tudi če rekla boš, da prepozno je, tudi če rekla boš, da prepozno je, pridem ven, prepozno je. Čakam naj vzide dan, da izgubim tvoj ideal. Težko pozabil bom značaj, ki lepota ga krasi. V srcu mi razbija duh preteklosti, a prej ali slej pridem ven, prej ali slej pridem ven. Se rodim, ko pridem ven. Spet umrem in znova se rodim, ko pridem ven. Spet umrem in znova se rodim, ko pridem ven. Spet umrem in znova se rodim, ko pridem ven. Jure Lesar z mano z albumom Tu in zdaj. Na ta plošček si uvrstil ne več skladb doslej. Prvi je jih imel 9, drugi 8, ta pa 11. Ja, hotel sem narediti, da je bolj konkretno vse skupaj, no. Sem razmišljal tudi, da ne bi dal toliko pesmi gor, sem se rekel, zakaj pa ne. Pač iz finančnega vidika nisem želel, ne. Sem rekel, pač bom to probal žrtvovati, ker dobro, da ima neko vsebino album, ne. Različno gor. Če bi dal ven, recimo razmišljal, da bi dal center ven, bi bilo pol čisto drugo, ne bi se tako dobro povezalo, ne, album. Smisel dati center ven iz albuma. Povem, da si vse skupaj zaznamoval kot neko zgodbo od zmagovalca pa do Tu in zdaj? Da je vse povezano? Ja, v bistvu govori, dosti sorodnih je v prvem delu, ne. To je prvi del in najmlajši del albuma, to pa najstarejši, recimo Center, Boom and Tresk, zanimivo je, prihajajo
Tu in zdaj so pač starejše skladbe, ki sem mislil, da prvotno, da bi pač tako se začel album, ampak se je spremenilo tekom 4 let in se tudi pač vsebina albuma spremenila, ne. Tako da sem nekako tako povezal, da bi pač dal to mlajšo stvar na začetek in pol starejšo na konec, ne. To ni bilo zdaj vprašanje, ampak Zmagovalec ameriški film in te poglej imajo pač neko skupaj vsebino, tukaj pa pol je bolj družbeno kritično vsebino, ki na koncu pač zaključim, da pridem domov, tam ki izhajam, spravi, prihajajo, odhajajo, tam sem doma jaz, ne. In tu in zdaj sem tudi jaz doma, tam sem doma, se vrnem domov. Pomeni, če bi delal vinilno ploščo, bi res lahko razdelil na A in B stran. Vse je tako je bolj razdeljeno, to je zelo vse preštudirano. Ne nazadnje pa poslušalci že poznamo 7 skladb z tega albuma, samo 4 še manjkajo, oziroma 4 so še neodkrite. 4 so še neodkrite in so več ali manj balade, bolj mirni komadi. Ameriški film, kot se omenila, Bomban tresk, prihajajo, odhajajo in tu in zdaj. Avtor vsega si ti, glasbe in besedil? Ja, vsega sem jaz. Razen Jan mi je pomagal, zanimivo je v zadnjem delu, ta, ki je bolj se odpre s to, pač v glasbenem smislu, aranžmajskem, ne. Drugače pa Žareto sem delal produkcijo, marsikateri stvari, tudi Žare poskrbel, recimo pri Poglej smo delali skupaj sinte, pri Gospodični Plon smo se igrali z Glockenspielom. Zdaj nisem recimo svoj delal aranžma za Godala, za ameriški film. Vsak je nekaj tako prespeval, tako, ampak načeloma glasba pa besedilo je pa moje. Naslednja bo Lep dan, 5. singl je bil to z albuma, kot sem si zapisal. Tako je, ja. Lep dan je tudi dolga zgodba, samo sem ga pa nedavno končal. Hotel sem napisati pesem, tako sem začel Lep dan, sem se pogovarjal z enim pač prijateljem in pač nekdo, ne vem, odkrat je storil nekdo samomor. In sem se pogovarjala v tem smislu, mi je rekel ta friend, da kako lahko to, pač sej lahko jutri bo boljše, ne, pač kaj zdaj, zakaj to delajo ljudje, ne, pač ne, in potem sem rekel, da bi mogoče napisal komad nekomu, da bi mogoče ga slišal, pa da ne bi tega naredil, ne. In nekaj takem smislu. Samo pol sem rekel, da po mojem bi bilo morbidno, mogoče bi zvenelo, in sem naredil pač v družinskem srečanju, ponovnem, ne. Recimo zamere stare in kako pride pač skupaj družina, ponovno, ne. Zakopajo sekiro in so skupaj in takrat je lep dan, ne. V bistvu jaz izhajam iz družine, ki smo kratko povezani dosti, slišim pa tako, da dosti družine tako so pokregane med sabo, pa je tega dosti, pa skušam peti, da pač, da bo lep dan, ko se skupaj dobite, no. Mogoče potem tudi to pesem za prihodnost. Ja, ker pač zdaj lep dan po trenutni situaciji, ko pač ni ta oseba zraven, ne. Ni, pač ne vem, ali pa tudi pove v prvi osebi, da je mogoče sem kaj jaz narobe naredil, pa bi prosil pač, da se mi odpusti, ne, pač sem itak človek, naredim napako nekdaj, ne, pač in da se skupaj dobimo, ne, spet, ne vem. Zjasnila bo lep dan, mogoče boš jutri vedela kam, in jaz ne bom govoril besed, a škoda, ker te ni tukaj z nami zdaj. Ne odhajaj v osamljen kraj, mogoče jutri se bo stanila. Dobiva se tam na postaji odpuščanja,
nazaj, lahko pa jutri se bo zdanila. O lep dan, o lep dan. Škoda, ker te ni tukaj z nami, škoda, ker te ni tukaj z nami, škoda, ker te ni tukaj z nami, zdaj. Škoda, ker te ni tukaj z nami, škoda, ker te ni tukaj z nami, škoda, ker te ni tukaj z nami, Lep dan, Jure Lesar z albuma Tu in zdaj. Material si že preigraval na odrih, poslušalci ga večinoma že poznajo. Kakšne odzive si sproti doživljal na single, ki si jih lansiral? Zelo različno. Tako kot so različni ljudje, ne. Mi pravijo, da je zmagovalec, pa poglej, drugi mi pravijo pač gospodična blond. Različni so. Eni mi je zdaj pa po novem zelo všeč Prihaja, odhaja. Jaz mislim, da mi je Prihaja, odhaja en med boljših delov, no, albuma. Zato, ker govorim o sebi. Brat, imam pesmi, ki govorijo o meni. Pomeni ta skladba še bo single? Ne, čau ne bo. Ne more biti. Predolga je pa, naj bo posebna pesem na plošči. No. Mi bomo zavrteli proti koncu tega pogovora. Uradna predstavitev je že za tobom. Uradna predstavitev je koncert v Kinu Šiški. Je pa predstavitev, imamo zdaj še v Piranu. Če sem naredil v Ljubljani, bom tudi v Piranu naredil. Predstavitev pač kot nek druženje pač predstavitvi albuma. No. Kako domačini sprejemajo tebe? Čeprav si sedaj bolj v Ljubljani kot v Piranu. No, kaj pa vem, ko me sprejemajo. Upam, da bojo prišli na koncert. Nekako pa s tem albumom tudi obeležuješ 15 let delovanja. 15 let, ja. 15 let zapisa moje mentalitete, pač od Escobar do danes. Te o Escobar veliko sprašujejo? Ja, vsak intervju. Zakaj? Ne vem, ker pač sem povezan s tem zelo. Tukaj sem začel, ne. Zmeraj, pri čemer začneš, te sprašujejo, ne, v stvareh teh. Eni so pač tudi mnenje, da sem pač boljše delal, ko sem bil v Escobarsih, ne. To mi je zelo zanimivo. Ampak razumem, kaj mislijo, ker tekste so bili ravno prav tako dobri in ravno prav tako slabi, da je bilo super, pa mladostniško, no. Tudi meni je všeč na momente. Čeprav pa ste se vsi člani Escobar so sedaj nekako razkropili po solo projektih. To, da ste vsi bolj manj povezani z glasbo, ali ne? Samo jaz pa Teo. Teo pač je šel v vode Gypsy Swinga, ostala dva sta pa nekje v drugem, čisto drugih svetovih. Čeprav smo v bistvu primarno smo bili Escobars trio, jaz in Roki in Bogdan, ki nista več pač v glasbenem svetu toliko, no. Vsaj zaenkrat ne. Čeprav mislim, da Bogdan bil na Melodijah Morja in sonca eno leto. Ja, je bil na Melodijah Morja in sonca, ja, je bil. Mi dva greva nazaj na album Tu in zdaj. Poglej ven, poglej bo naslednja. Poglej ven, poglej je spet balada o človečnosti. Poglej ven, poglej. Sprehajal sem psa en dan in sem se nekaj sekiral in potem sem videl, ko se pes voha tisto travo in se ne obremenjuje s celim svetom in v bistvu včasih so živali ful bolj razumejo, zakaj se živi, ne. In pa si vohal tisto travo, kako je to strokovnjaško se narejeno, vse vonjave, prebral svoj časopis in ki je v bistvu najboljši časopis. Mi pa beremo te gluposti in vojne in kažine, ki se dogaja po svetu. On pa čuti naravo. Ja, tako je. On je tu in zdaj. Kdo naredil, kaj je kdo rekel, medtem pa dobri časi grejo mimo kot oblak na nebu. Grejo mimo kot da ne bi vedel, da so kdaj obstajali. Poglej, ven poglej, jutro je brez skrbi.
Poglej, ven poglej, sonce smeh nam deli in gori kot osamljeno srce. Vse je v redu, vse je v redu, vse je v redu. In če boš kdaj nasedel, da besede spremenijo te, v kar nočeš biti. Če bi brez napak bil, vse kar bi želel je, da uspem zgrešiti. Poglej, ven poglej, jutra je brez skrbi. Poglej, ven poglej, sonce smeh nam deli in gori kot osamljeno srce. Poglej, ven poglej, sonce smeh nam deli in gori kot osamljeno srce. Kaj je kdo naredil, kaj je kdo rekel? Kaj je kdo naredil, kaj je kdo rekel? Jure, na naslovnici albuma nas pozdraviš ti, in sicer nekoliko zamegljeno, kot da bi bil tvoj odsev vode. Ja, skušali smo narediti album, nekako tu in zdaj smo hoteli narediti kot sliko prikazati, ne? In nismo vedeli kako, razen kot kaplja v vodo, ne? Ki pač zabeleži nek trenutek reakcije na nek stik z nečim, ne? Kaplja v vodi, ne? In pol je tako pač moj obraz, da me nekako naredi bolj, sem hotel tudi brez obraza, samo pol pa bi zvenelo preč tako monotono, ne? Pa itak sem mogel dati najlepši obraz gor na cover. Vidim, da si prinesel s sabo plošček. CD-ja sem prinesel, bomo pa vinil zdaj naredili v roku 3 mesecev, 4 mesecev, tako da bo tudi vinilni zdaj. Verjetno pa je že glasba dosegljiva tudi na vseh streaming platformah. Tako ja, na vseh streaming platformah, na Spotifyju in ostalih pretočnikih. Je tam kaj odziva? Kaj pa vem, nisem nikoli usmeril pozornosti do zdaj tam, ampak sem ugotovil, da je to prihodnost. No. In tudi, ko se bo enkrat spremenilo to, da bomo digitalizirali stvari v Sloveniji, da bo tam osredotočena pozornost. Zdaj se pa radi. Potem bodo tam počasi pristali vsi tvoji albume, od Escobars do Jureta Lesarja. Mislim, da so že, če se ne motim, ali ne. Nisem pogledal, po pravici povem. Mislim, da mora biti vsi, no. Zdaj. Bo pa naslednja v našem etru. To bo Center, za katero si predejal, da je skoraj padla iz centra albuma. Ja, je padla, ja, skoraj. Pa pol sem jo obdržal. Vsi na vse zadnje mi je všeč tekst. Je dober, je realen. Gori pač v temu Piranu, v temu pač, ko poletje pač poln Piran in pol po zimi se vse sprazne. Vsi pač ključi vikendov so v centru, so v vseh drugih mestih, ne, razen v Piranu, ne. Pač v bistvu tam v oknu nekoč gorele so luči, zdaj pač ne gorijo in v bistvu center je center dogajanja, dela, zabave, ostalo pač je pa samo mrak, en veliko okolje, ne. Pač tudi mislim, da Ljubljana je kar dosti nafilana, no. Mislim, glede na to, koliko je majhna, ima preveč ljudi, tudi dnevnih migrantov in tako, kar mi ni, mislim, ne vidim to kot neka prihodnost za ostala mesta. Se mora da še druge kaj dogajati, ne. Zdaj pa ne vem, kako je povsod, ampak vem za Piran, jaz govorim o Piranu, no. Sta mi lani 2 Pirančana povedala iz Piran Express, da vas je v zimski sezoni okrog 800, poleti pa nekaj tisoč. Še preveč, sta rekla. In bi rekel, da nas je še 500, 600.
telo zdaj gori kot premog za center. Poletje se končalo je in ključi vikendov so že v centru, v centru. Če bi nacija bila krtelo, alfa samec bil bi center, ta center. Nekoč v tistem oknu gorele so luči, to mesto je kot bitje, ki zaprtih je oči. Greva not v center, kjer je delo žuri ples. Greva not v center, dokler je kaj prostih mest. Shopping, plašči, burgeri, piva in hamburgeri. V centru, v centru. Intenzivni intelekt, alter scena, gre izgled. V center, v center. Šola v naravi, z antenami v glavi. Gre v center, v center. Nekoč v tistem oknu gorele so luči, to mesto je kot bitje, ki zaprtih je oči. Dolg čas tu ubija, da umre človeški stres. Greva not v center, dokler je kaj prostih mest. V centru vedno več ljudi, vedno več ljudi je v centru, v centru. V centru vedno več ljudi, vedno več ljudi je v centru, v centru. Jure Lesar z mano oddaja Radioaktivno, tu in zdaj je album, ki ga vrtiva. Prej si omenil Piran, ampak prebral sem pa, da nisi rojen v Piranu, oziroma na obalju Izole. Ne, rojen sem v Ljubljani. Prvo leto sem živel v Kočevju in potem sem se preselil v Piran iz Kočevja pri 3 letih. In zdaj sem v Ljubljani. Kočevje, čist drugi konec kot potem Piran. Ja, drugi konec. Samo pač tam sem doma, ne. Mislim, ko prijem v Kočevju, zmeraj dobim občutek, ko on res se počutim tako kot nikjer drugje, no. Tak občutek domačnosti mi je. Ne vem zakaj. Si kdaj že to prelil v besedila, v poezijo? Ne, nisem še. Samo govori pa prihaja, odhaja, govori o trenutkih, ko sem pač bil v Kočevju, na vasi. Pač to je zgodba iz Kočevja, ja. Prihaja, odhaja. Tudi to dvorišče, ta prak, hišni prak, ki omenim, je tam, iz tam, ne. Te 3 sestre, ki so tam živele, ne, v tisti hiši. Čeprav so bile 4, ne, na začetku, samo pol ena šla že stran. To vse se tam dogaja, ne. Ti je ostalo še kaj znanja iz gostinske in turistične šole? Ne, niti ne vem, kaj pomeni več, niti ne vem, kaj pomeni voucher. Ja, potem se je res brisalo. Ne, tako se mi vse tam zamerilo, glede vsega, da sem dosti stvari sem pozabil. No. Spomnil pa sem se, kaj pomeni iz biologije pač stvari. Ja, iz biologije pa take zanimive stvari. Ja. Ampak danes bi ti mogoče to znanje zelo koristilo, glede na to, da je to deficitarni poklic. Ja, samo tukaj se ne vidim. Jaz rad delam z ljudmi samo tako, da jim igram. Ne. Če pa ne bi rad delal z ljudmi. Lahko bil pojoči natakar, s kitaro. A niti to ne.
Je težko delati z ljudmi, zelo. Je prigaran, zgarani so ljudje, ki delajo. Vse, kar podpišem pod tvojo izjavo. Ja. Kaj pa o tem Pomorska fakulteta? Bila na ogled samo od zunaj ali tudi kaj od znotraj? Samo zunaj sem jo gledal. In pa sem šel domov pisati pesmi. Še nekaj sem prebral na spletu, da se bojiš se biti star. Ja, mogoče ja. Mislim, star v tem smislu, da sem zagrenjen. Tako, če si radosten, vesel, si lahko tudi, si kar celini še zmeraj mlad. Govorim o te starosti, ne, pač ne smeš biti ono, da je gledati samo kar je bilo lepo, zdaj pač ni več in tako. In to je to v bistvu biti star, ne. Če pa nimaš tega, pa si mlad, ne. Lahko večno. Ja, seveda. Te une starosti so bili. Star je biti lepo, pač se starati, ne. Ampak tako, da včasih se tudi narobe izrazim, ne. Bi mogel bolj obrazložiti to. Mogoče se to malo poznaš na sivih odtenkih tvojih las. Ja, to je pač zunanja stvar. To ni pomembno. Pomembno je, kako se počutiš, če se imaš dobro. To bolj šteje. Bum, bam, tresk bo naslednja. Te še poslušalci niso slišali. Ja, Bum, bam, tresk sem hotel narediti neko na sebe satiro. Pač človeka, ki bi rad spremenil svet in pač samo sedim na kavču in gledam televizijo in sarkavam. In se pač, recimo, se jezim na stvari, ki se dogajajo, v bistvu sem odgovoren za njih, ne, sam. Že ki gledam te stvari, če gledam po televiziji. Recimo se pritožujemo, da kako ravnajo recimo živali, pa greš kupiti McDonald's, razumeš, ne, pa podpiraš to, ne, se nimaš kaj buniti, ne. Pač nekako za svojo kritiko in pritoževanje del satiro, ne, pač glede, tako go reče, globalno segrevanje imam v rokah, ne, je v bistvu daljinc imam v roki, ne, globalno segrevanje in podpiram jaz to, ne. Gledam te reklame, gledam te stvari, vse vsebino, ki jo gledaš, jo podpiraš in ta je moja odgovornost, ne. Tudi v bistvu pol je pa revolucijo imam v rokah tudi, je pač satira, ne, pač revolucija iz kavča, ne, pač in pač prišel bo en dan, ne. Ko bom nekaj naredil pač, ampak ne naredim, ne. In pol se spet ponavlja. Dosti sem govoril tudi o temu, o kvantiteti, ne. Ko se pač proizvajamo brez občutka za okolje, za karkoli, ne. Pač Bum, bam, tresk, produkcija, smeti od biznisa, ne. Se boš moral mogoče za kakšno skladbo pridružiti primorski skupini Kavč, ki sem jih imel tukaj pred 14 dnevi, imajo v logotipu še eno prosto mesto za sedeti. Sicer so samo 3, ampak je pa kot neki 4 set logotipov. Ja, to bi lahko naredil, ja, poznam Kavč, poznam enega, dva, poznam 2 fanta iz skupine. Tilen pa Tine pa Matej. Matej med drugim Beko Kale pel pri Gospodični blond. Da ga izdam. Bum, bam, tresk, produkcija. Blešči se televizija, smeti od biznisa. Globalno segrevanje imam v rokah. Kavč in trebuh, akcija, zrak ali korporacija, vsi za enega, eden zase. Revolucijo imam v rokah. On misli, ne upajo si, ubogajo kot psi. In pride dan, ko v mestu zagori, nov srebrni je še Mama,
je ta film s poljubom romantičnim ob spremljavi sladkega orkestra. Brez milosti zunaj svet naprej drvi in jutri spet se vidiva. Bomban tresk, produkcija spet igra. Spet igra dalje. Spet igra dalje. Spet igra dalje. Jure Lesar z mano vdaje Radioaktivno z albumom Tu in zdaj. Jure, vidim, da si še vedno stara šola, ker ti imaš svojo spletno stran. Ja, svojo spletno stran, ki je pač skušal čim bolj posodabljati, pa mi včasih ne gre. Zdaj si me spomnil, da moram poslati besedila, pa skladbe, da jih objavi, pa še kaj. Moram pozabiti še kakšne novosti, ki nisem izpostavil na strani. Ne. Pa dodaj še novi album. Ja, novi album, ja. To je. Potem pa slukaš še družabna omrežja in veliko uporabljaš. Ma spremljam jih malo tako, kaj se dogaja, ampak skušam čim manj. V bistvu, dostikrat sem na socialnih omrežjih, da jih analiziram malo, ne, kaj se dogaja. Ne. Sem gotovil, da ful je pomembno, so 30-sekundni videi, ne, in v bistvu, da poceni šale, na katere pač kar ljudje kar reagirajo masovno, ne, pač. Dosti primitivnosti, no. Včasih rad gledam take stvari, rad stvari gledam, ki jih nimam rad včasih, ne, in pol gledam, ne. In se rečem, kaj to obstaja ali pa tako in pol grozno je, no, primitivno, no, v glavnem. Potem boš moral video spot za skladbo, zanimivo je razdeliti približno na 8 kosov. Ja, dosti stvari nisem dodal, ne, notri, ja, ampak mislim, da hotel sem čim bolj zaviti v vato, kakor se je dalo, no, zanimivo je, ne. Dosti krat izpade, kot da sem pridigaš, ki jaz sam sebi pridigam v pesmi, ne, tudi, ne. Ampak s tem, kot sam sebi, tudi pač podobni, kot sem jaz, ne. Pač pol spade tako, ne. Potem kregaš sam sebe. Ja, jaz tudi delam neke stvari, ki vem, da jih ne smem delati, ne. Pač dosti krat pišem po samem sebi, ker jaz tudi sem dosti krat na telefonu preveč, ne. In bolj ima to škatlo, ne. In nisem pač tu in zdaj, ne. Si tam nekje. Ja, ker nisem pač ker sem tam, ker nisem, ja. Zanimivo je, kako razvijamo se drugo kot človeka. Zanimivo je, kako gremo vedno dlje od človeka. Kaj pomeni rast? Robot ali hrast? Kaj nam obeta? Ta kvantiteta. Zanimivo je, ko živiš življenje drugih, razen svojega. Zanimivo je, ko imaš pred sabo raj in gledaš v vesolje. Kaj mi pomeni Mars? Kaj mi pomeni Mars? Kaj nam obeta? Ta kvantiteta. Zanimivo je. Zanimivo je. Oče mi je rekel, da to je dobra stara roba, in takrat še niso znali goljufat.
Jure, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno, glede na to, da si prisoten približno 20 let na njej? Včasih mi je všeč, včasih pa mislim, tekstovno je tako, se mi zdi, včasih šibko, no. Ni tekstov, ni bazirani na teh. Ni na temo, da noben film ne vidim, včasih. Bom kar tako kritičen, vse sem kritičen do samega sebe, ne. Zadnji čas poslušam, recimo, ne rečem čisto vse stare slovenske popevke, ampak določene slovenske popevke imajo res vrhunske tekste. Taki tekste, ki res imajo film notri, ne. Ampak ne rečem, da kasneje pol tudi niso imeli. Recimo, Si ljudje hitijo od Nece Falka, recimo, ne. A pa kakšen komadi od Kreslina, pa tudi od Brecla Koktel, pa recimo taki teksti, ne. Na vse zadnje se tudi leteči po tepuhi, pa ne, pred 20 leti, no. Taki teksti, da so jasni, brez nekega ovinkarjenja, ko smo prej rekli, ne. Tako direktni, humorni, ne. Mogoče to tako ocenjevali tvoja in besedila sedanjega časa čez 20-30 let? Jaz pač skušam narediti tako, da je to, kar je meni všeč, ne. To, kar meni všeč od drugih izvajalcev, jaz hočem pač narediti sam sebi, no. Ko poslušam recimo pesmi Kingsov ali pa, ne vem, benda, jaz bi rad tudi pač naredil tako, kakšen skupek komadov, neko sestavim neko tako zgodbo, no. Mi všeč mogoče to ljudje jemljajo kot na nek star način, da je to nek star način, ne. Meni je to ful smešno, no. Meni se zdi kar način, ki je pravi, z neko vsebino, da nekaj poveš, pač, ali smešnega, žalostnega, ne govorim pač smešnega, da je poceni, da je humorno, ne. Tako, da ima neka čustva, da je nabit z čustvi komad, ne. Tako tudi pač prihaja-odhaja, jaz mislim, da to je pač tak komad, ki ima nek čustven naboj. Zdaj pa odvisno, če je kdo to doživel, no. To je zdaj odvisno, no. Mogoče bo to čez nekaj desetletij ocenila umetna inteligenca. Kako si z njo na ti, na vi, oni? Umetna inteligenca pač na srečo še ni sposobna narediti zaenkrat tega, kar lahko človek naredi v glasbenem, ustvarjalnem svetu. Marsikatere stvari že lahko dela, ne. Ampak umetna inteligenca nima tistih izkušenj pač v življenju, ne. Ona ima samo informacije o tem, kar recimo ona pa mogoče ve o meni informacije in preko tega dosti ve, ne. Ali pa vsega, kar je bilo ustvarjeno. Nima pa tega znanja, kako narediti nekaj ustvarjeno, kar še ni bilo, ne. Ko bo pa imela to, nas bo pa lahko skrbelo, ne. Pač mislim skrbelo. Pač vsa stvar, ki pač nimaš pod nadzorom, nima človek pod nadzorom, me deluje malo kar strašljivo na momente, ne. Umetna inteligenca, če ima nekdo pod nadzorom ki ga ponovadi ne bi spustili na cesto, ne, da ima čez kakšne robote z nekimi streljivi pač pod nadzorom mislim pod nadzorom, pač, ne vem, nisem pameten. Ne. Je pa ona pametna in na moje vprašanje, katere so tvoje 3 najpopularnejše skladbe, je odgovorila, kaj misliš kaj? Drugačen, Gospodična blond, pa ne, Parfum. Drugačen, Mestno kolo ter Zanimivo je. Res. Vse so, tudi oni, ne. Predzadnja, ki bo spustila, bo Prihajajo, odhajajo, tudi ta najdaljša na albumu. Ja, tako je. Prihajajo, odhajajo, pač sem šel s spominom nazaj domov, no. Pač tisto preteklost, ko sem živel takrat v hiši, ne, ki pač govorim, sem se družil pač s teto, ne, in pol, ko je ona šla, ko se je poročila, se je pač dosti stvari spremenilo tam. Gre za neko obdobje, ki je bilo in ne, je šlo, ne, in pač novo obdobje, ne. Ko pač ni več teh fantov, ki so jo osvajali tam na pragu. Pa tudi govorimo o teh družinskih srečanjih, ko se dobimo, ne. Pač eni so pač stari in pač malo jih ne bo več, ne, in prihajajo mlajši otroci, ne. Pač prihajajo, prihajajo stare generacije, prihajajo nove, ne. Ampak zunaj bo pa vedno sijalo večno zlato, ne. Dobili smo se za tisto mizo kot zmeraj.
Zunaj sijalo je večno zlato. Povedali vse, kar smo zvedli včeraj. Delili ta smeh in stric igral je na harmoniko. Bilo je lepo. Mama je pela zgornje falsete, pod mizo igrale so se njene hčere. Še preden je zmanjkalo vina in preden je prišlo slovo, razmišljal je ded, kdaj jih bo videl spet. Prihajajo, odhajajo, prihajajo, odhajajo. V hiši nekoč, kjer so živele 3 sestre, prihajali so mladi možje. S motorji se rašli v mraku, že dolgo osamljen je ta hišni prag. Ko bom dlje od zvezd, stran od tebe, bo zvenela pesem, ki dala je nam ples in midva njej mladost. Prihajajo, odhajajo, prihajajo, odhajajo. Časi stvari zgledajo, kot da bodo zavedno. Kmalu na cesto padal je riž. Mladi držali so napise srečno. Zabave je konec in sam z njo zaspiš. Zlato. Dobili smo se za tisto mizo kot zmeraj. Zunaj sijalo je večno zlato. Prihajajo, odhajajo, prihajajo, odhajajo, prihajajo,
prihajajo, odhajajo. Jureta Lesarja z albuma Tu in zdaj. Jure, za konec, kakšne izzive imaš pred sabo? Izziv imam preživeti od tega, da delam to, kar mi je všeč. To imam izziv. Ob drugem albumu si dejal, da imaš že pripravljen material za tretji album. Imaš ob tretjem albumu že material za četrtega? Imam material četrtega, za četrtega, ja. Samo ne celega. Imam kakšnih 7 komadov, ki so mi všeč trenutno. Zdaj ne vem, če mi bo za en mesec še kakšno všeč. Mogoče začeti kaj spet. Že pri tem materialu, kot sem bral, nisi bil najbolj zadovoljen, pa si snemal skladbe večkrat po različnih koncih Slovenije. Ja, smo začeli 2020 v Piranu. V času pripovedi druženja smo se dobivali in snemali. In smo bili tako navdušeni, da se lahko družimo, da smo pol se zabavili, bolj kot ker resno pristopili k delu. In na koncu so bili posneti, to je od Bumban Tresk, klaviatura od Denisa je bila samo posneta od unega obdobja. Na koncu samo to je štelo to notri, od unega snemanja. Pa smo šli v Prekmurje in smo rekli, da bomo posneli 6 komadov. In nam spet ni ratalo posneti nič, smo se spet zabavali. Ampak je pa nastal Tu in zdaj z Vladotom Kreslinom. In hvala Bogu, sem zelo vesel, da je en posnetek uspel. In to smo bili v Prekmurju, v Markovcih. Kaj je v Markovcih ali na Markovcih? Verjetno v Markovcih, ja. In tako je nastal ta komad v eni hiši na vrtu, 3 mikrofoni in smo zigrali. Bila je potica, bila je jedača, pijača. Smo se zorganizirali, smo se naredili lepo, smo se naštimali zunaj, ne. In inspiracija. Ja, in je bilo tako, nikoli ne bom pozabil tega. Je zapis nekega dogodka, ki se je zgodil v življenju, ki je bil lep, ne. In sem na to ponosen v bistvu, ne. Bo še katero z albuma izpostavil kot single, čeprav je že 7 znanih? Pa ne vem, če bom. Mogoče Tu in zdaj bomo kakšen live naredili, posnetek. Čas je zdaj, da grem naprej, ne. Sej se bo govorilo o tem albumu, bomo govorili o tem še nekaj cajta, ne. Sej, ne bom zdaj naredil tako, kot sem ga zastonj naredil, ne. Sem zmislil sem pol pri naslednjem, tudi pol. Tu in zdaj bo tudi tista, ki jo bova spustila za konec, to je naslovna skladba albuma, skupaj z Vladom Kreslinom, kot si že omenil. Tako je, ja. Vlada v bistvu poznam že od 10. leta in nekako skozi ta čas, ko sem delal pesmi, nikoli nisem najdel prave priložnosti, da bi sodeloval z njim. Tokrat pa si mi zdelo smiselno, kako je pesem strukturirana, kakšna je pesem, v čemu poje tudi v domu, Vlado poje tudi v svojem domu. Vlado tudi pozna moje domače. Je v bistvu skoraj, bi rekel, družinski prijatelj. In zakaj pa ne, smo naredili. Skladba prihaja v eter. Jure, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepa, Boštjan, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Prlek. Uživajte, se vidimo. Zdaj še vedno stoji čas je, da se znova borim. Še vedno je čas, da od babice se kaj naučim. Nekoč njen dom bila je njena vas, vojaki so ji vzeli prostost. Preživela je to norost, ker človek bil je lačen in bos. Mlada gospa dobila moža, od njega pa dobila še 2. Njen sin in njena hčer, in leta z njo odšla so jesen. Medtem ko
sveto drevo. Zgubila moža, bilo je hudo, čeprav ga je imela rada zelo. Je rekla, da se vdala ne bo. Tu in zdaj še vedno stojim. Čas je, da se znova borim. Še vedno je čas, še vedno je čas, da od babice se kaj naučim. Še vedno je čas, da od babice se kaj naučim. Še vedno je čas, še vedno je čas, da od babice se kaj naučim. Še vedno je čas, še vedno je čas, da od babice se kaj naučim. Tišti, tišti. Jaz sem Jure Lesar in poslušate Radio Aktivno.